Pozdravljeni, tole je podcast Društva slovenskih režiserjev. Tema današnjega pogovora je ženske v filmu in pogovarjali se bomo Tina, Maja, Ida, Polona, Urša in Sonja. In če nas na hitro predstavim, Tina Poglajen, filmska kritičarka, ki je v svoji 10-letni kritiški karieri napisala vrsto pronicljivih kritik in po mnenju žirije, ki je leta 2018 podelila kritiško nagrado Ekran, subtilno estetsko analizo vselej prepleta z izjemnim občutkom za družbeno kritičnost. Tina, objavljaš tudi v uglednih mednarodnih filmskih publikacijah, pogosto si vabljena v žirije filmskih kritikov najpomembnejših svetovnih festivalov, ampak sigurno je še nekaj, česar jaz zdaj nisem povedala, pa bi morala. Ne, nič kaj več takega ni. Sem še v programskem svetu Lipa, pa delam na Radiu Slovenija, to je pa to. Ok. Polona Petek je članica katedre za zgodovino in teorijo filma in televizije na AGRFT. Doktorirala je iz filmskih študij na Univerzi v Melbourneu, je avtorica številnih akademskih člankov in tudi knjige. Polona, v slovenski in v drugih evropskih kinematografijah te med drugim zanima tudi vprašanje spola. Bi povedala par besed zdaj v uvodu na to temo? Ja, da ne bom že vse kar v uvodu povedala, ne? Ampak v bistvu odkar sem se začela ukvarjati s filmom, nekako ves čas ukvarjam s to temo z različnih zornih kotov. Od reprezentacije žensk, s čimer se je začelo zame in s čimer se običajno začne tudi za moje študente in študentke, ki zelo kažejo zanimanje, ne, za to problematiko. Potem se je pa seveda to nadaljevalo tudi v smeri vloge žensk pred kamero in za kamero, se pravi ne samo na platnu, ne, ampak sprva v teh zelo ustvarjalnih vlogah, režiserke in tako naprej. Zdaj pa čedalje več pozornosti posvečam tudi pač ženskam v vlogah odločevalk, ženskam v vlogah v izobraževanju, v opismenjevanju in tako naprej. Se pravi, ženske v filmu v vseh možnih kontekstih in vlogah. Super, pol je ta podcast direkt tvoja tema. Maja Weiss, scenaristka, režiserka, soustanoviteljica produkcijske hiše Bela Film, članica Evropske filmske akademije. Prva slovenska režiserka, ki je posnela celovečerni igrani film, to je bil Varuh meje, ki je bil premierno prikazan na Berlinalu, kar je že samo po sebi uspeh, ampak o tem filmu bomo še kasneje par besed povedali. Maja, tvoja filmografija je zelo obsežna, prijela si ogromno domačih mednarodnih nagrad, poleg Varuha meje tudi za kratke in dokumentarne filme. Ti je katera zvrst bolj pri srcu od drugih, tako za začetek? Ne, obe sta mi ljubi, moram pa reči, da predvsem igrano zelo pogrešam, ker je zdaj že minilo od 2007, od inštalacije Ljubezni, že 13 let, od igranega filma za kino, ne, pa od televizijskega igranega celovečerca, pa od 2009 do zdaj pa tudi 11 let. Tako da ta užitek bi rada še vsaj enkrat doživela. Dobar. Ida Weiss, soustanoviteljica Bela Filma, skupaj z Majo sta produkcijsko hišo ustanovili leta 1998, če se ne motim. Ida, v tem času si producirala 40 filmov različnih zvrsti, leta 2017 pa režirala tudi svoj prvenc, dokumentarni film Peter vs. Harry, o umetniku, režiserju, glasbeniku Petru Bracu, ki je tudi Majin mož. Kaj je bil tvoj največji producentski izziv med temi 40 filmi? Sigurno so bili največji izzivi celovečerni igrani filmi in v bistvu je vsak novi film, sploh celovečerni igrani, tisti trenutek največji izziv, ker pač vedno hočeš nekako narediti boljše in več, kot si naredil pri prejšnjem. V bistvu jaz vem, kaj je tvoj največji producentski izziv. Ta film, ki ga zdaj pripravljaš. Točno. Točno ta. In ko bo naslednji, bo verjetno potem tisti naslednji. Ne? Urša Menart, scenaristka, režiserka, diplomirala na AGRFT, režirala več kratkih in celovečernih filmov, večinoma po lastnem scenariju. Je tudi prva režiserka, ki je prejela Vesno za najboljši celovečerni film, za Ne bom več luzerka. Urša, si pa tudi igralka. Videli smo te lahko v eni od, mislim, da glavnih vlog v filmu Damjana Kozoleta, Polsestri.
A je bila to enkratna izkušnja ali se še skrivajo kakšne aspiracije po igralski karieri? Mislim, da je to kar enkratna izkušnja. Mislim, bila je zelo dobrodošla in po svoje zabavna, sem pa ugotovila, da sem z razlogom želela biti vedno režiserka, ne pa igralka. Mislim, da je tudi biti igralka v bistvu zelo težek poklic za nas, ki smo bolj control freaki. Se mi zdi, da je skoraj lažje režirati, kot pa prepustiti kontrolo enemu drugemu režiserju. Razumem to. In jaz sem Sonja Prosenc, tokrat v vlogi moderatorke tega pogovora, drugače pa scenaristka, režiserka, producentka. Zdaj, če se za trenutek posvetim režiserkam med nami 6. V tem pogovoru torej sodelujemo avtorica filma, ki je bil sploh prvi celovečerc v Sloveniji, ki ga je ustvarila ženska, potem avtorica, ki je kot prva slovenska režiserka dobila Vesno za najboljši film, in prva slovenska režiserka, nagrajena v glavnem tekmovalnem programu kakšnega od 5 največjih festivalov. In vse to je dokaj nedavno, se pravi, prvih, rečemo 55 let so pri nas filme režirali moški. Tako da dajmo se za začetek malo posvetiti tem številkam. Zadnji 2 leti je bilo o tem veliko povedanega, narejene so bile razne raziskave na nacionalni ravni in tudi evropski. Se pravi, kakšen dostop imajo ustvarjalke do možnosti filmskega ustvarjanja nasploh? Vemo, da je odstotek režiserk malo večji pri projektih, ki zahtevajo nižja finančna sredstva, naprimer dokumentarci, kratki filmi. Pri igranih celovečercih, če zanje pridobimo podporo, pa je ta pogosto nižja od tega, kar pridobijo naši kolegi, ne? In ženske smo večinoma scenaristke, producentke, maskerke, kostumografinje, delež je zelo mali, najmanjši se mi zdi celo ravno v režiji. Zadnjih nekaj let se to sicer izboljšuje, ampak je pa še vedno dokaj nezavidljivo. In tukaj je vzor državam, ki želijo izenačiti dostop do možnosti ustvarjanja Švedska, ki se ji je dejansko uspelo približati razdelitvi 50-50, pri čemer to mi je zelo zanimivo, so filmi režiserk uspešnejši in na festivalih prijemajo po podatkih več nagrad. In se mi zdi, da ta podatek odpira novo zanimivo vprašanje, zakaj je temu tako, ampak k temu se lahko vrnemo kasneje, če bo imela kjera kako teorijo. Ampak najprej tako malo za ogrevanje. A se spomnite mogoče, kateri je bil prvi film, ki ga je režirala ženska in je na vas naredil vtis? Zakaj vas je pritegnil, s čim vas je fasciniral? Ja, ni bil prvi film, ki sem ga videla, Leni Riefenstahl, ki je po podatkih, po znanstvenih podatkih, po nekih lestvicah spada med najbolj razpito, prepoznano in režiserko na svetu vseh časov, ne? Z kontroverzno Olimpijo in Triumfom volje in tako dalje. Zame je bilo pomembno, kot za generacijo 80-ih let, takrat sem bila namreč teenagerka, so bile pomembne Marta Mesaroš iz Madžarske, Larisa Šepitko iz Rusije, Margareta von Trotha iz Nemčije in Liljana Cavani z Nočnim portirjem iz Italije. Recimo, to so bile te 3-4 režiserke, ki so mene, bom rekla, zaznamovale, pretresle, in Svinčeni čas Margarete von Trotha, ne glede na to, da sem oboževala tudi klasične hollywoodske filme, izjemno in še danes jih, so bili v bistvu ti potem filmi v tem smislu nekega preskoka, tudi avtorskega, ženskega, tudi angažiranega, kaj bi mogoče tudi jaz lahko povedala v nekih zgodbah in se angažirala, oziroma kaj bi tudi mene zanimalo recimo pripovedovati. Name je v bistvu tako, mogoče ne čist prvi vtis, ampak tak velik vtis, tak, ki me je pač res je naredil neki v meni, pa se me je dotaknil, je bil v bistvu Varuh meje, Maja, tvoj. Pa mogoče ne toliko sam zaradi forme filma samega, pa zaradi zgodbe, pa tako, ampak predvsem zato, da ena ženska v Sloveniji lahko naredi celovečeren film. Jaz sem glih takrat bila, mislim, da na začetku srednje šole, ko si ti ta film posnela, in takrat se je o tem veliko govoril in se mi je zdelo tako, super, ok, se pravi, to možno tudi pri nas. Tako nekako vedno so se mi zdeli režiserji, ne vem, kot
tam neki tipi z nekimi čudnimi kapcami na glavi, še ta stereotipna podoba, pa s šali, pa z očali, pa ne vem. Tako ni mi bilo to nekaj, kar je realno, da bi tudi jaz počela. Vedno sem mislila, da bom kakšen filmski kritik ali pa kaj takega. Ali pa ne vem, da bom pač nekaj delala s filmom, ampak nisem pomislila, da bi lahko režirala. No. In v bistvu že sam to, Maja, da si ti Varuha meje posnela, pa da je to bil zanimiv film, da ni bil nek, ne vem, da je bil to res nek avtorski tak, res edinstven tak projekt, je naredil ful veliko vtis name, no. Tako nekako, to je nekaj, kar vidiš in potem imaš občutek, aha, ok, to je možno, to bi pa mogoče lahko tudi jaz kdaj počela. Tako da to je bila ena stvar. Tako pa čist, kar se tiče filma, spomnim se še enega, in sicer na akademiji, ko je, si o tem mogoče lahko tudi kakšno pol rečemo, mi se o režiserkah pravzaprav skoraj nič nismo učili. Bo govora tudi o tem. Ja, na Ljubljanski akademiji, ampak se pa spomnim, da mi je Miran Zupanič enkrat priporočil film Marjetice od Vere Kitilove in to je pa tudi naredil name ogromen vtis takrat, no, med študijem, tako da mogoče to bi bila 2. Taka oba malo anarhistična filma, mogoče. Kaj pa Sonja zate? Jaz nisem se mogla čisto spomniti sama, ko sem razmišljala, če bi mi kdo postavil to vprašanje. Ampak se mi je zazdelo polno, da mogoče Suzanne Bier z Open Hearts. Se mi zdi, da je vedno povzroči en tak mal prelom, ko vidiš nekaj, kar ni čist podobno nečemu, na kar si bil navajen predtem. Čist iz tega vidika. Polona? Ok, se jaz javim za naslednjo, ja. Ne vem, verjetno me je najbolj tako vznemiril, premaknil in mi odprl tudi en način razmišljanja o filmu. Ta kratki avantgardni film Sally Potter, Thriller, ki je eno tako pravzaprav skozi film razmišljanje o tem, kakšna je vloga žensk v filmih, ena taka dekonstrukcija te njihove tradicionalne, stereotipne vloge, hkrati pa povedano vse skupaj na en tak provokativen način, tako da to recimo je film, ki ga zdaj v svoji pedagoški vlogi vsako leto pokažem novi generaciji študentov, ki pridejo. Film, ki se me je pa dotaknil na eni taki verjetno bolj osebni ravni, še preden sem ga kadarkoli začela uporabljati pri pedagoškem delu, je bil pa Cleo od 5 do 7. Ne vem, film, pri katerem sem nekako pustila vse zavore ob strani, pa se res nekako mu prepustila. Ne vem, nočem pravzaprav preveč pokvariti tega doživetja, ampak bom kar pustila pri tem, da me nekako posrku vase. Ok. Tina? V mednarodnem smislu mogoče Jean Dillman, kar me je že takrat, ko sem ga gledala, ful presenetil, da se me je nekako tako dotaknil, ker je poudarek na tem dolg času. Ko pač ona gospodinji, kako umiva posodo, ko pač čisti stanovanje, potem, ko gre ven in tako po opravkih. In pač takrat si pravzaprav niti sama še nisem znala artikulirati, zakaj je zdaj to meni tako zanimivo gledati. Ampak potem sem prebrala v kakšni knjigi o Chantal Akerman, pa je pisala noter, da zato, ker ta film lahko gledajo ženske drugače kot moški, oziroma tisti, ki opravljajo gospodinjska dela, jih pač lahko gledajo drugače ta film kot tisti, ki ne opravljajo teh del. In jaz sem takrat že študirala na faksu sociologijo spola, pa sem bila res v tem, tudi pač gospodinja, brali smo prav en tekst o gospodinji in se me je to ful dotaknilo, da je to res prvi film, ki vidim, da posveti pozornost tem stvarem, ki so ponavadi označene za ful trivialne. Druga bi se pa strinjala z Uršo, da tudi Varuh meje, ker jaz sem imela ful dolg problem s slovenskim filmom, še preden sem pač postala filmska kritičarka ali pa na začetku, ko sem začenjala pisati, sem gledala te filme in me je pri vseh nekaj motili in to je bilo pač vedno povezano s spolom oziroma s tem prikazom žensk. In potem pri Varuhu meje se mi je pa tako zdelo,
kar nekdo pa šteka. Tako, no, ful ena čist drugačna prizma, pa izpostavlja, pa kakor da so izpostavili, da je pač v filmu izpostavljeno lih tisto nekako, kar, ne vem, kar bi jaz rabila od filma, ali tako nekako, pač skratka, ker tako čist drugače sem začela gledati slovenski film, da je tudi možno, da en naslovi tudi tisto, kar mene zanima, in ne samo pač ene zgodbe o ljudeh, kot sem jaz, se pravi ženske, ki pa jaz v bistvu z njimi ne najdem čisto nič skupnega. Super. Zato rabimo filme režiserk. Ida, Varuh meje je tudi tvoj film, ampak zdaj pa ti povej o svojih filmih, ki so te fascinirali. Pa v bistvu jaz prvi film, pa ženske režiserke, tako da se ga spomnim, so bile Marjetice od Vere Hitilove in so me totalno očarale, tega se spomnim, pač mislim, da sem nekaj 100 let nazaj v kinoteki gledala. Pa tako pač, da na hitro, ko pomislim, je bila Mira Naj, recimo, ena režiserka, ki je meni vedno pač z načinom, kako pač pripoveduje zgodbe, bila zelo blizu. Trenutno, oziroma že nekaj let je pa v bistvu ženska režiserka, ki mene vsakič, ko gledam kaj od nje, čist podre na nek način, je pa v bistvu Lynn Ramsey. No, pač njeni filmi so, ne vem, pač eni od teh filmov, ki se mi zdi, da jih lahko vsakič znova gledam ponovno in še enkrat in me fascinira način, na katerega ona pač uporablja ta neka izrazna sredstva, ki se mi zdi, da ima res, pač da je našla neko svojo poetiko, ki jo fura iz filma v film in je v bistvu nekako njena. No. Tako. Nimam pa kakih širših družbenih komentarjev, pa nimam, no, glede tem pa tega, ne vem nekako. In zdaj, glede na to, da smo že kar dosti slišali pri teh filmih o Varuhu meje, se pravi, v Sloveniji smo prvi film, ki ga je režirala ženska, dobili šele v 21. stoletju. Ker grozen podatek, ampak boljš pozno kot nikoli, ne. Se pravi, leta 2002 sta sestri režiserka Maja in producentka Ida Weiss posneli Varuha meje in kako je prišlo pravzaprav sploh do realizacije tega filma? Težko. Si predstavljam, ja, zato sprašujem. No, Maja, pa ti povej. Ja, vidim, da je Ida utrujena danes, ker pripravlja zdaj ta novi veliki film, ki bodo januarja začeli. Bom jaz potem kratko zreferirala. Tako kot jaz ne bi nikoli mogla najbrž tega filma posneti še v mogoče letu sredi 21. stoletja, če ne bi imela svoje sestre Ide, ki je tudi tako zaljubljena bila v film in sprejela to vlogo producentke in sva potem to skupaj postavili firmo, naredili ta prvi Cesta bratstvene enotnosti in potem naprej vse te stvari z to strastjo in željo in ambicijo v filmu. Moram povedati, da zame je bil dejansko posnet celovečerni igrani film, to so bile moje sanje, ko sem šla na akademijo. In tako da, no, in to je bilo možno, se mi zdi, da samo z Ido, in to je bila ta strašna sreča, ker Ida od mene 10 let mlajša. Ker prej so se tudi te majhni projekti zatikali na tem nivoju produkcije in realizacije. Imeli smo en ženski omnibus v začetku 90-ih, 4 ženske, Polona Sepe, Jasna Hribernik, Aleksandra Bokač pa jaz, pa ga se ni ga dalo čez spraviti. No. To so te, no, tako da ta moment, ko je nastopil, je bil res, to je bilo, ta Ida je to, ona ima to res tudi izjemno, to producentsko, tudi to koprodukcijsko, pa tudi Peter Brac takrat nekako, jaz sem bila v začetku 90-ih tudi v Berlinu, dobila to Nipkow štipendijo, hotela to neodvisno produkcijo in tako dalje in skratka ven, torej v Evropo, predno smo bili v Evropi,
In pol se je to nekako zložilo, ko je Ida dejansko na piču dobila v Mannheimu na koprodukcijskih srečanjih enega urednika, ki je bil totalno zainteresiran za skript Varuha meje, torej za scenarij, in potem tudi mu je bilo vse moje delo všeč. In on je dejansko naredil ta pič znotraj redakcije CDF Arte, tam je zmagal. In potem smo imeli mi to zmago, da s tem pritiskamo na sklad od zunaj navznoter, in potem dejansko je to po ne vem kolikih 2-3 letih tega pritiska se moralo nekako potem zgoditi. In Filip Robar Dorin, direktor sklada, takrat je rekel, pa jim dajmo možnost, naj te 2 ženske pač to posnamejo. Predtem sem pa tudi že igrani film, ki je bil najboljši igrani film v Sloveniji, kratki igrani film posnela, ki je bil tudi mednarodno uspešen. Tako da moram reči, točke, tako kot v šoli, tako kot celo življenje, tako kot do danes. No. Plus pritiski iz tujine, kar se vedno bolj pogosto kaže, da je nekako pripomore k temu, da sploh doma lahko sfinanciraš svoj projekt. Film je dejansko bil zelo, zelo uspešen. Na Berlinalu je doživel premiero, dobil kar nekaj nagrad, med drugim Vesno za režijo na našem domačem festivalu. Bil je nominiran za najboljši prvenec Evropske filmske akademije. Pa imaš občutek, da ti je to kaj pol pomagalo na poti naprej? V bistvu je. Pomagalo mi je predvsem srečanje, pomagalo nama je srečanje z Dušanom Makavejem, ki je rekel eno zanimivo stvar, ki jo polagam tudi, če bodo mlajši poslušali to. Ne. Je rekel, vi ste zdaj uspeli tukaj na tem Berlinu priti, vi morate takoj naslednje leto imeti novi film. To se tako dela, je rekel, to je politika, gre tako. Zdaj so slišali za vaju, zdaj so slišali zate, zdaj moraš naslednje leto imeti novi film not. Ne smeš čakati, ne smejo leta miniti. Ne. In potem smo naslednje leto imeli v tekmovalnem sporedu Child in Time, ki je bil zbran več kot 1000 filmov, je bilo 6 so jih zbrali. Ne. In to je kratki igrani. To je kratki igrani film, ne. Bili smo pač znotraj tega, tudi smo bili najbrž zbrani znotraj tega na račun uspeha enega leta prej. Ne. A veste, tako čisto neka samokritično, zdaj, da je ta film med 1500 timi, ali koliko jih je tam prišlo, 6 najboljših na svetu, ne. Sigurno je uspeh iz leta prej tisti, ki je pač, bomo rekli, bil ta, ki ga je tako naprej pač porinil, a ne, Ida? Ja. Mislim, ja in ne, no, pač, mislim, sigurno je bil tudi film sam zase dovolj zanimiv in kvaliteten, da je pač prišel v ta program. Je pa sigurno, mislim, pač, če nek imidž režiserja, ki ima neka pač predhodna dela z nekimi, pač neko izpostavljenostjo, z nekimi nagradami, z nekimi festivali, je potem pač prvič bistveno večja možnost, da bo potem nekdo sploh pogledal naslednji film, ne, in ga tudi resno pogledal in pač resno pretehtal. Ne. Ker filmov je ogromno, konkurenca je ogromna, tako da definitivno gre to pač eno z drugim, ne, kar boš verjetno tudi ti, Sonja, lahko kaj pokomentirala. Ja, mogoče je za režiserke to še bolj pomembno, to, kar je Maja rekla, da se ne spi vmes, ampak da se konstantno dela. Zato, ker se mi zdi, da, ne da se mi zdi, ampak številke to govorijo, da je za režiserke to, so vsa ta sita še nekako bolj gosta in vedno jih manj gre skozi kot moških. In rečemo, če je globalno gledano 12% filmov režirajo režiserke, je pol to zadnje sito, te zadnji gatekeeperji, ki sploh spustijo film do občinstev, se pravi distributerji, prikazovalci, selektorji festivalov. Njihovo sito je tako gosto, da ta odstotek znižajo na 3. In meni se zdi ta trojka kar šokanten podatek. Se pravi, obstaja ogromno filmov režiser, ki jih nikoli ne vidimo in nikoli ne pridejo na festivale. Se pravi, to zadnje sito je še pripomore k temu nesorazmerju med režiserkami pa režiserji. Urša, kakšna je bila pa pol
tvoja pot do prvega igranega celovečernega filma, ki si ga naredila, koliko rečemo, enih 16 let po Varuhu, potem, ko je Maja naredila Varuha meje? Ja, približno 17, kaj tasga. Ja, v bistvu je bila to kar dolga pot. Jaz sem zelo hitro takoj po srednji šoli šla študirati na akademijo, kar ni glih bila standardna praksa, vsaj takrat ne vem, kako je zdaj, ker so v glavnem bili, moji sošolci so bili starejši, in sem v bistvu bila še zelo zelena, tudi ko sem diplomirala, nisem imela zdaj prav nekih velik tem za celovečerni film v glavi, ali pa tako se mi je zdelo, kot da moram najprej, pa ne vem, a je to povezan tudi s tem, da sem bila punca, ali pa ampak tako, kot da moram najprej se še ful naučiti, kot da nimam pojma, sem imela občutek. Pa ne sam, da ne bi bila sposobna mogoče režirati celovečerca, ampak tudi tako, da nimam kaj zapovedati pametnega, sem imela občutek. Tako da sem v resnici po akademiji, že med akademijo sem začela dosti delati kot asistentka, režiserka na celovečernih filmih od kolegov starejših, pa potem sem delala dokumentarne filme in je to kar trajalo v bistvu po diplomi ene 6 let potem, sem pa s prvim scenarijem, tem celovečernim, uspela na razpisu za prvenc celovečerni na Filmskem centru. Tako da se mi zdi, ker rabila nekaj časa, da sem malo to samozavest zgradila, ker sem vedno imela tudi občutek, se mislim, da je to dosti značilno. Ne vem, boš povedala, Sonja, mogoče ti nisi imela nikoli tega feelinga. Tako sem imela občutek, da moram še toliko bolj biti pripravljena, pa še toliko več vedeti, da ne bo kdo, ne vem, v ekipi dvomil vame, ali pa da moram res biti tako odločna in ready na vse. In moram reči, da mi je v bistvu res tudi vsi te filmi, ki sem jih naredila, mislim, da sem jih pomagala narediti kot asistentka, da so mi ful pomagali in da sem pa nekako precej bolj samozavestno lahko nastopila, kot če bi šla ta film delati čisto takoj po faksu. Ampak se mi pa zdi, da mogoče kakšen moj kolega, režiser, ni imel toliko teh pomislekov pa ne vem, teh občutkov, da mora zdaj pa res delovati bolj redi, kakor vsi ostali, da ga bodo upoštevali. Saj moram reči, da tudi pol so me, da ni, da sem imela probleme z ekipo ali pa karkoli, smo bili super ekipa in so vsi bili zelo, zelo the best. Ampak se mi zdi, da je to tudi en razlog, zakaj se mi zdi, da režiserke tudi debitiramo v glavnem kasneje, kakor režiserji. Ne vem, če je kakšen prav podatek, ki ga imaš, Sonja, na voljo o tem, ampak tak občutek imam. Ne, tega podatka nimam, se pa strinjam s tem, da pa ne tudi Maja prikimava, da imamo režiserke bolj ta občutek, da moramo biti bolj pripravljene, se bolj dokazati. In v bistvu ni samo občutek, jaz se spomnim, ko sem bila na Torinu Film Labu in smo imeli tam priprave na ta velik pitch, kjer te posluša 100-150, ne vem koliko ljudi. In nam je režiserkam in scenaristkam en od tutorjev rekel, da moramo biti oziroma delovati zelo, zelo samozavestne, zato ker za vse te ljudi, ki nas poslušajo, ni enako samoumevno, da smo sposobni speljati tak velik, ogromen projekt, kot je celovečerni film do konca, kot je to samoumevno za naše kolege. Se pravi, ni to samo naš občutek, to je pač dejstvo. Ampak Sonja, ti kar obvladaš te piče. Mislim, ene tvoje piče prav dajo kot tako neko vzor enega dobrega piča. A imaš ti še kakšen nasvet mogoče za mene? Ali pa Majo, ali pa mene tudi sluša? Pa mene tudi, ja. Teh pičev se naučiš. Mislim, jaz imam tak problem, ali pa sem imela tak problem z nastopanjem pred ljudmi, da tudi kot asistentka režije nisem mogla sploh iti po premieri filma na oder, ker mi je bilo grozno sploh se tja postaviti, kašle, da bi pred polno dvorano spregovorila 3 besede. Je pa res, da je Torino Film Lab pri tem zelo temeljit in mi smo imeli 3 dni samo treninge in generalke za to.
Kar se pa tiče same strukture piča, je pač odvisno čisto od tega, komu predstavljaš projekt, pa v kakšni fazi je. Ampak se spomnim, ko smo se pogovarjali z režiserji, seveda vsem je bil totalen problem predstavljati svoje projekte in vsi smo govorili, zakaj ne moramo svojih igralcev pripeljati sem, naj oni predstavijo, a ne. Oni so tega vajeni in pol so nam vedno govorili, ne, ljudje hočejo videti vas, režiserke, režiserje, kako govorite in kak odnos imate do svojega projekta. Maja, povej. Ja, mojster piča je v bistvu moja sestra, ne? Ida Weiss je mojster piča. Ona je zdaj spičala 500 000 na Luksemburškem fondu, ne? Ima koprodukcije po 4-5 držav skupaj, tako da kot producent moraš biti res mojster piča, ne? Sem pa jaz prvič pičala dokumentarce sredi 90-ih let v Ebeltofu na Danskem. Tam sem se naučila, kako se piča. Tudi en teden sem bila na taki delavnici, ki je bila tudi odlična. Ja, rečemo iz zgodovine ljubezni pič v Trstu je bil, isto smo imeli najprej generalko in tam smo bila na generalki s producentom tako zelo kregana, kot 2 otroka. Mi dva smo to že pičala prej ne vem kolikrat in smo to povedala tako malo na mimogrede, ni se nama več dalo in smo dobila tako porcijo, da smo pol čez noč pripravila nov pič. Point te kritike z generalke je bil pa to, da jaz govorim o filmu, kot da to ni moj film. In dejansko sem se tudi tako počutila, kot da govorim nek tekst, ki je bil izgovorjen že 100-krat in me v bistvu več niti ne zanima. In pol sva z Rokom Sečnom čez noč se pripravila, pa se provala spomniti, zakaj pravzaprav hočemo delati ta film, kaj mene drive kot režiserko. In pa smo naredila ta pič in smo naslednji dan dobili 3 nagrade za to. Ampak se mi zdi, da je to recept. Se pravi, da ti veš, kaj delaš, pa da probaš, da veš, zakaj to delaš, pa da probaš to res temeljito narediti, no? Da ne iščeš bližnjic. Ja, Urša. To je dober recept za snemanje. Drugače. Ja, v bistvu za vse, kar v tem fohu delamo. Veš kaj, Tino sem še hotela vprašati, kako je s prisotnostjo žensk v kritiškem poklicu? Pri nas zelo v redu. Ampak mislim, da zaradi tega, ker je poklic filmskega kritika oziroma kritičarke tako najbolj možen prekaren poklic, ki jih običajno zasedajo bolj ženske. No? Ampak dejansko takrat, mislim, večino časa, ko sem jaz pisala za ekran, je za ekran pisalo več žensk kot moških. Tudi tako pri drugih medijih se mi zdi, da je bilo kar to ravnovesje večinoma v prid žensk. Mednarodno, kakor sem imela izkušenj, pa ni tako, ne. Vsaj pri teh velikih medijih, Variety, Hollywood Reporter, pa Screen, pa to se mi zdi, da vseeno kar, saj so tudi kritičarke, samo da vseeno je več moških. Pa tudi potem, ko sem se pogovarjala s kolegicami iz drugih držav, so mi tudi tako rekle, da ne samo, da je več moških, ampak tudi, da so imeli kakšne slabe izkušnje ali od režiserjev, ki so jih intervjuvali, ali pač od urednikov, kakorkoli, pač zato, ker so bile ženskega spola, kar se meni recimo dejansko ni nikoli zgodilo, tukaj pri nas recimo. Bi pa še rekla, da to, kar ste se pogovarjali, da morate biti režiserke ful bolj samozavestne, pa ful bolj pripravljene kot moški, se mi zdi, da je tako vse povsod, da so nekako, ne samo pri filmu, ampak da nekako so fantje vzgajani v to, da ful bolj sigurno nastopijo, pa da so ful bolj prepričani v svoje delo. Jaz tudi, kadar sem imela kakšno delavnico, recimo filmske kritike, so vedno fantje bili kar 100% prepričani, da to, kar so oni napisali, je res super. Punce so pa vedno že prišle tako za eno ful veliko nesamozavestjo, ojoj, to ne vem, to skoraj, da se že vnaprej opravičijo za to, kar so napisali. In se mi zdi tudi, ne vem, kadar je mešana družba, da so ponavadi fantje glasnejši, ne vem, se mi zdi, da je to res ena taka stvar, ki prežima v bistvu vsa področja, tako da mi ne zdi nič čudenega, da je to tudi pri snemanju filmov isto. No? Ja, res je, celo družbo to prežema. Ampak, če se vrnemo za sekundo nazaj na akademijo,
Se pravi, Urša, ti si diplomirala, rečemo, pred 10 leti. Koliko spodbude, neke formalne spodbude si imela kot bodoča režiserka za študij filmskih režiserk? Ja, točno pred 10 leti sem diplomirala. Ja, zdaj ne vem, formalne spodbude. Mi smo imeli predmet zgodovina in teorija filma, kjer mislim, da nismo slišali za nobeno režiserko v 4 letih. Iskreno rečeno, tudi prav ta nabor režiserjev prav velik ni bil. To je bilo neko obdobje, ki se mi zdi, da je po Tarkovskem se nič ni zgodilo več. Tak občutek smo imeli študenti. Pa tako. Ampak tako, kar se spomnim, da je bilo od režiserk sploh na programu, vem, da je Martin Srebotnjak nam kazal filme Maje Deren, tako nekako dost zgodaj v tem študiju, te kratke filme njene. Pa potem pač kakšen film, ki ti ga kakšen profesor tako priporoči med pogovorom, ni pa bil del tega kurikuluma ali kakorkoli. Ja. Recimo, kakor so bile te Marjetice. Tako da to je bilo to, kar je bilo na akademiji. No. V resnici sem veliko teh svojih najljubših režiserk odkrila šele pol kasneje. Sploh se mi zdi pa zdaj, ko je toliko bolj dostopen tudi ta evropski film, ne vem, prek teh platform on demand. Letos, ko je tudi toliko veliko festivalov, sicer na žalost na internetu, ampak se mi zdi, da je veliko lažje zdaj odkriti režiserke, veliko bolj so dostopna njihova dela, tudi kot so bila takrat. Mislim, nasploh ta neodvisni evropski film se mi zdi, da je veliko bolj dostopen. Če zdaj primerjam, recimo 15 let nazaj, ko sem bila na akademiji, koliko režiserk sem sploh poznala ali pa gledala, pa zdaj to je, mislim, gigantska razlika, zares, no. In mislim, da tudi vse te platforme, kakor so Criterion ali pa Mubi ali pa podobne, da v bistvu zelo prispevajo k temu, da smo mičken bolj razgledani tudi tako v tej zgodovini filma ali pa raznolikosti filma. Se pravi, mislim, jaz sem delala en drug faks, ne akademijo, ampak v eni akademiji dobijo študentje seznam 250 filmov, a sem prav povedala 250, ki jih nekako morajo pogledati do konca študija. In moje vprašanje je bilo, koliko je med temi filmi, koliko je na tem seznamu filmov režiserk. In je bil odgovor, da so na njem samo filmi moških ustvarjalcev, se pravi samo filmi režiserjev. In med 250 filmi, ki jih akademija nekako priporoča študentom ali pa zahteva od njih, da jih vidijo, ni nobenega filma, ki bi ga režirala ženska. In zdaj pa preden grem spraševati Polono glede tega, bi vprašala Tino, tako kot pogled od zunaj, imaš kak komentar na ta podatek? Ja, mislim, jaz čistko iz ene medosebne ravni se mi zdi, da ful doskrat zaznam eno to res mogoče tako čist nezavedno pristranskost. Ko poslušam kakšne kritike kolege glede filmov, ki so jih posnele ženske, ne vem, pa drugače kritiki, ki jih čist spoštujem, pa ker niso, da bi rekla šovinisti ali karkoli, samo enostavno te stvari niso reflektirane. In rečejo stvari kot da ženske režiserke, sej fajn, ampak nikoli pač niso posnele zares nobene mojstrovine, a ne? In to je pač tako, da spregledaš pač celo serijo filmov in ne vem, pol tudi za, ne vem, od koga sem že to slišala, ampak za film od Varuh meje, tvoj Maja, sem slišala, da naj bi po ekranu takrat naredili eno soglasje, da ga bojo podprli, kot zato, ker je to prvi film, ki ga je posnela ženska, čeprav drugače tudi, če jim mogoče ni bil toliko všeč ali pa se jim ni zdel toliko dobro narejen, kar se je meni zdel ful dokaz tega, da pravzaprav da gledamo različni ljudje, kot da gledamo različne filme, no. Oziroma, da res različne stvari iščemo v umetnosti, lahko glede na svoje osebne izkušnje. In se mi je zdelo tako ful pokroviteljsko, ampak hkrati tudi tipično. Tudi zelo veliko režiserk, s katerimi sem imela intervju, mi je povedal isto, da pač so bile tudi v žirijah ali pa so bile na komisijah in tako. In pač, da enostavno nekako ženske njihova dela berejo drugače kot moški. Tako da, pa tukaj se ful doskrat se mi zdi tudi uporab ta beseda v kritiki ženskih del, da so trivialna. Tako da v bistvu se ne čudim temu,
da so takšni seznami, ker konec koncev je tudi, ne vem, v književnosti je isto. Jaz se ne spomnim v gimnaziji, da bi mi zares brali kakšno žensko pesnico ali pa prav velik pisatelj, tudi zares ne. Ne vem, no, nekako se mi zdi, da je tukaj problem to, da je mogoče še vedno tisto, kar je moško, se nekako smatra za univerzalno na en način. In tudi kritičarke naj bi razumele tisto, kar je moško, medtem ko tisto, kar je pa žensko, je pa specifično, ne? In potem, recimo, kritiki imajo pa kakor vso pravico reči, mene pa to ne zanima, ker to pa je bolj za ženske, ne? Tako da se mi zdi, da je tukaj dost, mislim, da je prav tako, tudi ko se pogovarjam s kakšnimi kolegi, vidim, da pač zame ne bo nič čudenega, če bom napisala kaj o filmu, ki ga je posnel režiser, ali pa da bom naredila intervju z enim režiserjem, medtem ko gre za režiserko, je tako, no dej, to pa te prepustimo, Tina, ker ti se pa ukvarjaš s temi ženskimi stvarmi, ne? Z ženskimi filmi v navednicah. Ja, pač prav tako chick flick, ne, skoraj, da ne rečejo. Tako da ja, mislim, me res ne preseneča to, ampak hkrati mi je pa tudi grozen, no. Jaz sem samo hotela reči, da mi na akademiji nismo imeli še tega seznama 250 filmov, imeli smo pa seznam pri dramaturgiji, pri profesorju Inkretu, ne vem kolikih vsako leto dram, mislim, da je bilo vsako leto 60, 3 leta zaporedoma in so bile od Sofoklesa do, ne vem, Pinterja, kdo je bil med najbolj sodobnimi in seveda ni bilo nobene avtorce vmes. Sem se pa potem spomnila, da mislim, da je, tako kot nam je Srebotnjak kazal Majo Deren, da sigurno nam je tudi Leni Riefenstahl pokazal. On je bil takrat od Matjaža Klopčiča asistent na faksu. Tako da mogoče za 2 režiserki, evo, smo slišali študenti. Okay. Polona, ti si predavateljica zgodovine filma na akademiji. Jaz sem zdaj podedovala ta predmet zgodovina 1 in 2 na prvi stopnji. In seznam si podedovala najbrž, kaj? Pa v bistvu, no, moram tako reči, ne, seznam je še iz Klopčičevih časov, ne, čeprav so ga potem še malo dopolnjevali, pa niti ni nekako tako formalno, ne, posredovan študentom, ampak se zdaj se je do nedavnega kar nekako sam od sebe razširjal med njimi s tem pripisom, ne. Tole je pa treba videti, ne, če hočeš nekako reči, da si zares opravil vse, kar je treba opraviti na tej akademiji. In ja, res je, ne, na tem seznamu je 250 filmov in med njimi ni nobenega filma, ki bi ga režirala ženska. Zdaj, jaz sem, no, medtem ko ste se vse tole pogovarjali, v bistvu hotela narediti še en ovink, ne, pa še najprej malo razložiti, kako sem se pravzaprav sama nekako zavedla pomena tega, da je treba pri tlakovanju poti ženskam v svet filma nekako ves čas na vse strani ozaveščati, informirati, ne. In ta moment zame je povezan z Majinim in Idinim varuhom meje, ne, ki sem ga videla v Melbournu, ko sem tam študirala, ne. In je bil tam prikazan na festivalu kvirovskega filma, ne. In to je bilo zame drugo leto v Avstraliji, sem se še vedno, ne, zelo pač poskušala nasploh integrirati v življenje tam, iskala, ne vem, svoje, ne, socialne kroge in tako naprej. Tako da nisem tako zelo aktivno spremljala, kaj vse se zdaj dogaja, ne, v Melbournu v tistem trenutku, ampak me ena sošolka, ne, pocuka pa reče, pejt, ne, gremo, a veš, da je en slovenski film, ne, na festivalu. Okej, ne, gremo in potem jaz pač berem v katalogu, za kakšen film gre, za čigav film gre in tam, ne, Slovenka v Avstraliji na študiju izvem, da ja, moja, ne, domača kinematografija je torej zdaj dobila, 2002. prvi celovečerc, ki ga je režirala ženska, ne. In od tistega trenutka naprej sem nekako začela, okej, ne, to pa ne samo to, da ni v redu, da Slovenija dobi prvi film, ki ga režira ženska šele leta 2002, tudi to ni v redu, da sem jaz takrat pri 30 letih šele v Avstraliji to zvedla oziroma se tega zavedla, ne.
Tako da to je nekako zelo ostalo z mano in odkar se zdaj tukaj pedagoško ukvarjam z zgodovino filma, je nekako moja agenda zelo popraviti to, kar je prej Urša opisala. Ne. Moj predhodnik, še vedno kolega na faksu, ima en čist drug pristop k zgodovini filma. Ne. Njemu se nekako zdi, da je potrebno delati stvari, kot on pravi, pars pro toto. Ne. In pač vzameš tisto, kar je tebi najljubše, najbližje in prek tega senzibiliziraš študente. Jaz nekako vidim svojo vlogo mogoče v bolj klasičnem pedagoškem smislu, sploh glede na to, da v slovenskih osnovnih in srednjih šolah načeloma ni filmske vzgoje, ni filmske zgodovine. Tako da vidim, ne, iz leta v leto, da večinoma k nam prihajajo študenti, ki nimajo niti enega takega osnovnega pregleda nad zgodovino. Tako da pars pro toto, ne vem, če smo že zreli za kaj takega. Ne? Tako da jaz sem si stvari zastavila veliko bolj, ne, dajmo zdaj od začetka pa pripeljati stvari čim bolj do sodobnosti in pač skicirati, potem naj pa ljudje raziskujejo naprej po svoje. In pri tem skiciranju, ne, se pač ves čas zelo trudim, da so pa ženske skozi vključene v ta kurikulum, v tej obliki, kot zdaj obstaja. Tako da ne vem, ne, kar se tega seznama tiče, ne bom rekla, da sem kakorkoli sama izzvala neke spremembe, ker niti ni bilo tako nekako to predstavljeno, kakor da ta seznam sploh res uradno cirkulira, ampak vidim pa, da mogoče ta prizadevanja moja, pa vse sorte drugih ljudi, no, so pripeljala do tega, da so se študenti začeli zavedati tega, da je s tem seznamom nekaj narobe. Ne. Tako da je v letošnjem študijskem letu prišla pobuda od prvega letnika, da prosijo, da oddelek pripravi seznam 250 naslovov, ki so jih režirale ženske. Torej, nova generacija slovenskih filmskih ustvarjalcev pričakuje tukaj eno uravnoteženje. In zdaj ga pripravljamo. V bistvu smo ugotovili na oddelku, da sploh ne bo nobenega problema. Ne? Zdaj že malo krajšamo ta seznam, da bomo prišli do tiste številke 250. Se pravi, je pomembno ne samo to, da se veča število študentk, ampak je pomembno tudi to, da se gledajo filmi, ki jih ustvarjajo ženske in filme o ženskih likih ali pa tudi drugih nekih marginaliziranih skupinah. Tina, kako se ti zdi, da se je pogled na to, a se je v zadnjih letih kaj spremenil pogled na to, koliko je to pomembno, ali mogoče zdaj še pomembnejše, kot je bilo pred časom? Ja, po mojih izkušnjah čez dalje bolj, ampak sploh tako v tujini že veliko bolj, kakor pri nas. No. Se mi zdi, da je dostikrat ta konzervativen izgovor, ki ga slišimo tudi od direktorjev festivalov, od raznih drugih odločevalcev, da njim ni važen spol, da jim je važna umetnost. Kar je pač tako res bullshit, itak že večkrat smo slišali zakaj. Ampak mi je bilo pa zanimivo, ker sem bila na festivalu v Ihlavi, na festivalu dokumentarnega filma in so isti moški, ki bi drugače zagovarjali točno to načelo, da jim je važna umetnost in ne spol, so bili čisto ogorčeni, ko so soočali vzhodnoevropske pa zahodnoevropske selektorje. In so zahodnoevropski selektorji na festivalih rekli, da njim ni važen, odkud prihaja film, torej ali iz vzhodne ali iz zahodne Evrope, da njim je pač važna umetnost. In so pač vsi znoreli, da ne, pač mi drugače gledamo filme, zato ker zakaj pa potem ni nobenih vzhodnoevropskih filmov na teh velikih festivalih ali pa zelo, zelo malo. Ne? In takrat so pa nenadoma razumeli, da ta argument ne zdrži. Tako da, ampak ja, imam občutek, da sploh ne vem, mogoče v teh anglosaških državah, da je že nekako tako skoraj del bontona, da vprašaš tudi, kaj pa zastopanost režiserk. Da je to mogoče tudi že kar pravilo je. No? Mislim, tako zelo narobe je to spregledati, pa če boš to spregledal, se bo sigurno nekdo ob to obregnil. Medtem ko pri nas bi si jaz želela, da bi bilo to bolj v ospredju, kot je. Ok, če se vrnemo zdaj
ko smo ravno omenjali ženske like. Zdaj, dostikrat slišimo tako v navednicah neko zahtevo po tako imenovanih močnih ženskih likih. Se pravi, to je nekaj, kar se mora zdaj ustvarjati, ne, močni ženski liki. In se mi zdi, da predvsem režiserji to radi ustvarjajo, ki so zdaj zelo oportunistično nekateri začeli se fokusirati na ženske like, pa jih prej to nekako ni zanimalo. Hotela sem vprašati Uršo pa Majo kot scenaristki in režiserki, a je ta nepisana zahteva po močnih ženskih likih nekaj, kar je prisotno v naši zavesti, ko ustvarjamo te svoje like pa njihove zgodbe? Jaz sploh ne vem, kaj to pomeni. Me veseli, sej to sem si želela slišati. Kdo je zdaj ta močna ženska, kaj to pomeni? Mislim, tako, jaz pač itak vedno pišem to, kar me zanima, pa pišem o ljudeh, ki se meni zdijo zanimivi ali pa ki so mi blizu. Je pa res, da se mi zdi težje napisati scenarij o moškem, pa ne vem, mogoče, ne vem točno zakaj, mogoče mi bo kdaj uspel, ampak nekako vedno, ko si predstavljam neko zgodbo, je to zgodba o eni ženski, zaenkrat, no, kar mi je v resnici kar malo smotan, ampak tako pač je. Tako da tudi, ne vem, moški kolegi, ki delajo sam filme o moških, se mi zdi cool, če je to pač iskreno nekaj, kar vas zanima, bolj to, kakor pa neko oportunistično, kakor si rekla, da dajmo zdaj žensko samo zato, da bo drugače. Čeprav včasih se mi zdi, tako opažam, no, pri kakšnih kolegih pa tudi eno drugo stvar, ki se mi pa zdi po svoje tako produktivna ali pa zanimiva, da je sam ta, recimo pri enem scenaristu, ki je pač moški, recimo, da je sam ta prva asociacija, kdo je ta moj glavni lik, to je nek moški, ki je meni podoben, bla, bla, bla. In da včasih malo se tukaj ustavijo in rečejo, čak, kaj pa, če bi to bila ženska, kaj bi bilo drugače? In pol včasih to naredijo, spremenijo ali pa tudi ne, ampak se mi pa zdi, da je vseeno to nek tak produktiven način razmišljanja, ki pa lahko neke malo bolj kreativne rešitve ponudi vsake toliko časa. Tako da tega ne bi recimo v ta oportunizem zmetala tudi zraven, ampak bi rekla, da je pa to mogoče včasih kar fino. Na koncu izpade, če seveda en dost velik, dovoljšen premislek za tem, pa dober razlog, ne pa sem zato, da je ženska. Tako da, ja, no, zdaj ta kategorizacija nekih kategorizacija teh močnih ženskih likov, to pa tudi jaz dostikrat preberem, pa zdaj so že tudi parodije na to, ker se mi zdi, da nekaj let je bilo to zelo moderno, pa smo pa vsi ugotovili, da v bistvu ne vemo čisto, kaj to pomeni. Tako da se mi zdi fajn, da delamo tudi o šibkih likih moških in ženskih filme, da niso nič manj zanimivi ali pa, ne vem, progresivni, če hočejo biti ali pa tako. Tako da, ja, mislim, da na srečo mičken tudi ta kategorija z razlogom in še dobro, da tako postaja mičken parodija že v enih krogih. Ja, jaz se bi pa tukaj navezala naprej, ne, na to, ne, da bi odprla v zvezi s temi liki dejansko zgodbe oziroma scenarije. Ne. Kar je meni najbolj v bistvu frustrirajoče, je dejansko to, da živimo v takem času, to bom rekla z moje vstopi, moje generacije, nismo v takem, bom rekla, krutem času te perfekcije scenaristike in likov in tega točkovanja in vsega tega, ne, da dejansko v bistvu, jaz zdaj lastne izkušnje govorim, da ne moreš v bistvu več recimo prodreti ni tega minimalnega zaupanja, recimo v Ime mi je Damjan, ne, torej film po Suzani Tratnik, ki sva delala na tem scenariju tudi mednarodno in tako dalje, dvakrat je bil že zavrnjen za realizacijo na Slovenskem filmskem centru in vedno nekaj s tem scenarijem narobe in recimo mene ravno krasen lik, transgender, teenager, rojena kot punca, v bistvu fant, torej transgender, da se vedno potem najde
neke te scenaristične perfekcije, neperfekcije v scenariju in se recimo takšnega scenarija, kot je ta, ne prepusti čez, ne zaupa se meni kot režiserki, ne zaupa se scenariju, pa čeprav mogoče je recimo po njihovem napisan za 80 ali pa 75% vsebine in ima neke napake noter. Recimo to so take stvari, ki mene, moram reči, me kar bolijo, ker namreč to je privedlo do tega, da nisem jaz zdaj že toliko časa delala nobenega igranega filma, ne. Tako da to je ta povezava med liki in zgodbami, ne. Zdaj čisto osebno, meni je v bistvu je tema tista, nekaj, eni imajo to potrebo, eni nimajo, saj navsezadnje moč umetnosti je ta diverziteta, ta različnost, te različne poetike, različni načini pripovedovanja, različne tematike, ne. In znotraj tega se mi zdi, da se to malo na nek način zgublja, ne, tudi generacijsko različni pristopi, ker smo v bistvu različni po načinih tega, ne. Tu so te stvari, ki moram reči, sem tudi že slišala od kolegov določenih, ne, da pač, a veste, tako kot v mojemu Kam je zginil delavski razred 50+, gremo odpoved na zgodovino, ne, in to so ženske prve tiste, tudi se vidi v mojem dokumentarcu, ki odpadejo. Tako se mi zdi, da tukaj je zdaj že tudi malo ta trend teh režiserk, veste, jaz sem zdaj že toliko časa nisem delala, da sem v bistvu že po točkah niže dol in sem, ne, to so ta vrata, ki vodijo v bistvu, za tega pravim, mogoče en film, če se mi še zgodi, to bi bilo pa res genialno. Tako da sama pa sem stopila v bistvu recimo z Balkanskimi revolveraši, so bili sami moški liki, ne, tako da jaz v bistvu uživam. Tudi rada imam, ne vem, kakšne, ne vem, ali pa ne vem, tudi ta Vaški učitelj drama, ki sem jo delala, ne, je bil pač moški lik, sem v tem uživala, no, mislim, to je bil meni zanimivo delati, tudi to poigravanje, čeprav se mi zdi res, pred kratkim sem spet gledala Vse o moji materi od Aldomovarja, ne, mislim, to je to je omaž ženskam, ne, takšnim in drugačnim, ne, v vseh spolih in medspolih in nadspolih in podspolih, ne, tako da, no, pika. Pika, prav. Se pravi, ta trop močnega ženskega lika, ki je sicer lahko močan, rečemo na nek konvencionalen način, pa po možnosti tudi seksi, ni pa razvit kot kompleksen lik, ki je sicer del mainstream filmske kulture, rečemo. Da nam arthouse tule pušča več svobode, lahko ustvarjamo te like, ki niso popolni, ali ne, like, ki imajo osebnostne pomanjkljivosti in tako naprej. In Maja, tebe bi vprašala, kako si se ti lotila teh svojih 3 likov, junakinj v Varuhu meje? Bom čisto na kratko, da ne bom preveč izgovorila. Vse te 3 junakinje so dejansko jaz na nek način, ne. A veste, jaz mislim, da so te 3 junakinje, to je Tina Poglajen v tistem krasnem dokumentarcu Urše Menart, Kaj pa ti, Mojca, zelo dobro, ravno to mi je bilo res všeč, bistvo povedala, ne, v bistvu so te 3 junakinje so, bom rekla, ena v enem, ne, so te, tudi jaz vedno v njih vidim, bom rekla, različne segmente sebe, zgodba pa seveda je nastala iz, bom rekla, iz avtobiografskega izhodišča, iz tega, da res takega potovanja, ki sem ga jaz naredila enkrat po Kolpi, ko sem bila samo v duetu, ne, torej z moškim, enkrat sem ga pa naredila s samimi ženskami, no, in ta potovanje s temi samimi ženskami, ki mimogrede so vse bile študentke AGRFT, je nekako sprožilo to zgodbo, no, ki je potem seveda Zoran Hočevar, ki se je pridružil zraven, dodal potem tudi nekaj te izjemne vsebine, vključno s tem Varuhom meje, in potem ta Norman Brok, ki je prišel s temi mednarodnimi koprodukcijami, ki smo jih že na začetku povedali, not kot 3. element, tako da na ta način je to nastalo. Ida, vem, da ti konstantno gledaš na stvari kot producentka.
ali pa tudi ne. No. Kako si čisto vsebinsko doživljala tega varuha meje in te 3 punce, ki so vse 3 Maja? Misliš, jaz osebno ali jaz kot producentka ali kot gledalka? Ti kot Ida. Pa mislim, jaz sem jih dejansko tudi doživela pač kot, v bistvu, kot eno osebo, a veš, pač, ker so to tudi v bistvu vsaka zase ekstremne v tej pač nekem tem obnašanju, da jih nikoli nisem jemala, ne vem, pač kot posamezne like, ampak dejansko kot, v bistvu, kot en lik, no, kot eno žensko. No. Tako, mislim, nisem nikoli, ne vem, se mi zdi, da pač tisti, ki, ne vem, te tri like v bistvu gleda kot 3 like, ne, se potem zaplete v te razne teorije, da ne vem, ona je preveč ekstremna tako, ona tako, tisto je, ne vem, pač, mislim, kar verjetno, mislim, pač razumem, mislim, sem razumela tiste, ki so na ta način gledali ta film, da so imeli potem določene komentarje in pomisleke in to ni, ne vem, in so pač nekaj imeli probleme s tem. Ampak mislim, da meni osebno sem jih pač vedno doživljala v bistvu kot en lik. Urša, ti si v dokumentarnem filmu Kaj pa Mojca, mislim, da izpred 6 let, da je ta film, ne, si se ukvarjala z junakinjami v slovenskih filmih in to neke tipične ali pa tipično junakinjo slovenskega filma so do pred kratkim do Maja ne ustvarjali moški. In zdaj bi vprašala Tino pa Polono, kaj bi rekli, da je v kontekstu teh ženskih likov varuh meje prinesel v slovenski film? Sigurno je pomenil nek prelom. Meni se zdi, da je to v bistvu bil ful dober film za prvi film, ki ga je posnela režiserka, ker se nekako toliko posveti enim različnim izrazom ženskosti. Tako da v tem smislu, pač videli smo res v bistvu tako, kot sta rekle Maja pa Ida, če bi to dojemal kot en sam lik, da bi ga lahko hitro spet prebral kot neko projekcijo ali mogoče en malo, ne vem, skoraj kakšen stereotip, ampak ne, glih zato, ker se prav vidi, da je pač to, da gre tako kar po lestvici izrazov ženskosti in se mi zdi, da je prav v tem smislu, ja, da kaj vse je lahko, kakšen spekter vse obstaja. Pač tist, ne vem, na eni strani res ta emancipirana, neodvisna ženskost, po drugi strani pa ena nekako, kako bi se rekel, čist tudi sama vpeta v to patriarhalno ideologijo. No. Tako da, ja, to, no. Meni se zdi pa še ena stvar nedragocena. Najprej, ja, pač ta trojna enotnost teh ženskih likov, hkrati pa tudi homoerotična dinamika, ki jo je ta film v bistvu pripeljal v slovenski mainstream, ne, tega do varuha meje pravzaprav v filmu takšnega kalibra ni bilo, ne. Ja, in zdaj v tem kontekstu se mi zdi zelo pomembno, da se zavedamo tega, da film ni samo ogledalo realnosti, ampak da družbena pričakovanja, vloge tudi konstruira. Filmi lahko reafirmirajo patriarhalni pogled, kar je Tina prej omenjala, obstoječe stereotipe, tradicionalistično delitev vlog po spolu. In to je v bistvu že odgovor na to, zakaj je tako pomembno, kdo ima nadzor nad ustvarjanjem podobe ženske v filmih. Strinjam se, Urša, s tem, kar si ti prej rekla, normalno, da ne moramo nekako pričakovati, da moški ne bojo delali ženskih glavnih likov, enako kot mi mogoče lahko delamo filme o moških glavnih likih, z moškimi glavnimi liki, ampak je pa vseeno, se mi zdi, tule neka razlika zaradi položaja, zaradi pozicije žensk v družbi, enako kot velja za kakršnekoli druge marginalizirane skupine ali pa celo diskriminirane, da imajo nekak nadzor nad ustvarjanjem svoje lastne podobe v filmih. Zato to omenjam.
Tina, imaš kako mnenje glede tega? Jaz se strinjam s tabo, pač ne moramo v enakem okviru govoriti o tem, moški snimajo filme o ženskah, pa ženski snimajo filme o moških. Mislim, zdaj se pogovarjamo o spolu, ampak lahko bi se pa tudi o rasi ali pa o spolni usmerjenosti ali pa ne vem, o čemarkoli, no, o religiji, karkoli. Dejstvo je, da pač še vedno pač te najbolj privilegirane družbene skupine imajo tudi največji dostop do ustvarjanja. Torej, da one pripovedujejo zgodbe tudi od drugih. A ne? In ne vem, se mi zdel zanimiv ta film od Céline Sciamma, kako je bilo že v slovenščini, v angleščini je bilo Girlhood, Banda punc, ki je snimala mislim, ki je pač posnela zgodbo o teh nekih francoskih črnkah, res iz predmestja. Ne? In je dosti ljudi očitalo, da kako si ona kot belka pravzaprav drzne posnet film o črnkah, a ne? Res orto delavskega razreda, ne? Ki ga sama niti ne pozna. In je rekla, ja, sej mogoče res to ni cool, ne? Pa mogoče res nekako ne morem posneti zgodbe tako, kot bi jo dejansko ena črna ženska iz delavskega razreda lahko posnela oseb, ampak po drugi strani pa one filma ne bojo posnele, ker zaenkrat pač še živimo v takem svetu, da je njim pač dostop do tega ful otežen. Mogoče bojo posnele, pa potem ne bo prišel na festivale, pa ne bo prišel v distribucijo, ker bo tukaj ena to nišna stvar. Tako da ne vem, mislim, to je ful tako večplastno vprašanje. Težko je tukaj zdaj kar dati en jasen odgovor. No? Ma ja, jaz mislim, da se moramo vsi prizadevati, da čim bolj različni ljudje delamo filme. A ne? Že to, ko smo režiserke pri nas začele malo bolj dobivati dostop pravzaprav do sredstev za filme, pa tako počas. Se mi zdi, da se to na slovenskem filmu pozna, pa ne samo, da se pozna v smislu, da so filmi bolj raznoliki, ampak da tudi naši kolegi režiserji malo drugače razmišljajo o filmu, nekateri, pa se mi zdi to super. Tako da mislim, da moramo tukaj še narediti par korakov naprej, ja, tako v Sloveniji, kakor pač sploh globalno. Ja, meni se zdi, da je en tak bistven korak tukaj tudi, ne, Sonja, ti si prej začela, ne, to vprašanje z dostopom, ne, do ustvarjanja, ne, in nekako se mi zdi pomembno poudariti, ne, da ni pomembno samo, kdo ima dostop, ampak ravno tako, če ne še bolj, ne, kdo o tem, kdo bo imel dostop, odloča, ne. In to je recimo tisto polje, kjer se mi zdi, da smo pravzaprav še najbolj odzadaj, kjer je zdaj trenutno, kamor je treba res vso pozornost in vsa prizadevanja usmeriti, ne. Se pravi, govorim o navzočnosti žensk v tistih skupinah, komisijah in tako naprej, ki odločajo, izbirajo, kateri projekti bodo podprti in kateri ne. Se kaže, ne, močno prizadevanje potem, da se v vseh teh komisijah upošteva ženska navzočnost. Ampak takoj, ko je pa v komisiji ena članica, je pa to že obkljukano, ne. Ne vem, kolikrat se zgodi, da bi bila komisija samo ženska ali pa da bi v komisiji prevladovale ženske, ne. Ampak ko se bo to začelo dogajati, bo to pomenilo tudi eno drugo senzibilnost kot kriterij pri izboru projektov in potem se bodo še lažje začeli še bolj množično delati drugačni in seveda tudi ženski projekti žensk. To je res. Ampak vseeno se mi pa zdi, da je treba opozoriti, da ženska sama po sebi ni zagotovilo za to, Polona, o čemer si zdaj govorila, ker tudi ženske smo indoktrinirane, tudi ženske smo podvržene temu, kar je Tina prej, ali ne vem, kjera že govorila, v tem nekem dominantnem narativnem kanonu, ki je zastavljen strani moških skozi ves ta čas. In zato je to pomembno, zato sem sploh hotela izpostaviti to vprašanje, koliko se pri izobraževanju bodočih filmskih ustvarjalcev posvečamo ali pa posvečajo študiju filmov ženskih ustvarjalk. Se pravi, da se tudi ta odmik od tega nekega dominantnega kanona lahko zgodi tudi pri ljudeh, ki gledajo filme, ki ocenjujejo filme in tako naprej. Se pravi, mislim, da spol sam po sebi mogoče nekaj zagotavlja, ne pa še vsega.
Ja, se strinjam, absolutno je v bistvu treba te spremembe najbolj radikalno ali pa najbolj intenzivno zastaviti na začetku, v osnovni šoli, z uvajanjem filmske vzgoje, ki bo pozorna tudi na to, da so ženske, ne da bi morale biti, ampak da so bile pomemben del filmske zgodovine. In ko bo takšna generacija prišla do trenutka vstopa na akademijo ali pa vstopa v profesionalno kariero, bo to generacija z drugačno senzibilnostjo, generacija, ki bo drugače gledala na ženske in pričakovala od žensk večjo aktivnost, večjo vpetost in tako naprej. Ampak se mi zdi, da je pač treba nekako stvari vseeno zastaviti na vseh frontah že zdaj, ne pa čakati, da se bodo te, ki so zdaj še v osnovni šoli, potem vključili v odločevalske skupine in začeli tudi drugačne projekte podpirati. Se mi zdi bistveno nekako delati na vseh teh frontah hkrati. Ja, prej je ena omenila ta izraz ženska senzibiliteta, se mi zdi. A to dejansko obstaja? A je to nekaj, kar nas ženske režiserke druži? Bom jaz samo odgovorila, čeprav očitno nisem režiserka, ampak mislim, da sem jaz prva to besedo nekako vrgla v ta lonc zdajle. Jaz to seveda ne razumem kot posledico neke drugačne ženske psihologije ali pa ženske anatomije, vsekakor pa kot posledico drugačnega ženskega izkustva, drugačne ženske družbene izkušnje. Ja, se strinjam, tudi Tina prikimava. Kristina Kalas, režiserka in predavateljica na Columbia University, ki je imela en svoj film na Slamdance, 1 leto pred mano, na tak način sem sploh ratala malo pozorna na njo, je napisala en fajn članek, ki gre zelo v smeri tega, kar tudi mene zanima in o čemer se zdaj pogovarjamo, in sicer, da se zavestno odmikamo ženske, mogoče zaradi svoje pozicije v družbi, v tej patriarhalni družbi, rečemo, da se odmikamo od tega dominantnega pripovednega kanona v uporabo nekih drugih strategij, recimo stran od klasične aristotelovske strukture pa identifikacije, odmik od linearnosti, v neko mnoštvo protagonistov, se pravi stran od nekega enega protagonista, ki bi nekako določil nek monoliten pogled v konkretnem filmu. Je pa res, da to ne velja samo spet za režiserke, ampak gre najbrž za nek počasen odmik, splošen odmik od patriarhalnosti, od hierarhije, od tega monolitnega POV-ja enega lika. Se pravi, bolj kot nek ženski pogled je mogoče to samo drug pogled, ki je enako legitimen kot ta dominanten, ki se nekako forsira tudi skozi te odločevalce, ki jih Polona ti omenjaš. Zato se mi zdi, da vsi, ne samo ustvarjalci, ampak prav vsi, ki so nekako vpeti ali pa smo vpeti v to, moramo nekako sprejeti to raznolikost pogledov, raznolikost glasov kot enako legitimnih. Jaz mislim sam tukaj mogoče dodati to, da jaz mislim, da smo naredili torej jaz sem stara 55 let, 30 let smo zdaj samostojne Slovenije, ko sem stopala v ta prostor, so bile torej v začetku 90-ih, torej v začetku naše države, so bile komisije večinoma moške. Mislim, moške so bile, ne večinoma moške, in tudi uredništva so bila moška. No, in zdaj poglejmo danes, 30 let pozneje. Mi smo naredili kar en počasi sicer, ampak vztrajno en lep korak. Tudi pomembno je, eno je ustvarjalnost, eno so filmi, eno so režiserke, producentke, ženski avtorski poklici, publicistke, kritičarke znotraj tega našega audiovizualnega področja, izobraževanje, profesorce. Drugo so pa potem vse te komisije in tudi ta kulturno-filmska politika. Mi moramo biti kot ženske tukaj povsod zastopane. In to smo si prizadevali, prišli smo iz tistega skoraj nič do ničesa.
ne glede na to, da je socializem delal enakovrednost med žensko in moškim, ki pa potem, veste, sploh ni bilo, filma recimo ni bilo narejenega v tem enakopravnem socializmu v tem smislu. In smo tudi recimo po 60 letih društva, sem bila prva predsednica društva slovenskih filmskih ustvarjalcev, Urša je zdaj tretja ženska, Iva Kranjc je bila na vmes, to so uspehi. Dejansko človek potem tako s fakti meri te v bistvu uspehe. To so uspehi za nas kot ženske, seveda, za nas kot spol, ker ta spol vseeno je pomemben in mislim, in tako je, imamo mešane komisije, pomembno je pa, da o tem govorimo, da to skozi naslavljamo, da se tudi znotraj tega tako obračamo, ker se to lahko zelo hitro vse spremeni in nazaj. In gremo lahko zelo hitro namesto tega, da gremo naprej, kar zdaj zaenkrat hodimo naprej, tako da jaz v osnovi sem zelo vesela situacije, kakršna je. Edino, kar pogrešam, je res to, in danes smo dobili ta odgovor, pogrešam prvence mladih režiserk, no, sicer zdaj Rahelo Jagrič imamo, bo prišla z novim, ampak več tega, mislim pa, da je razlog tudi ta, kot je Urša lepo povedala, ta po eni strani ta večji perfekcionizem, večja samokritika do sebe, do vsega tega, ne, in pogum stopiti v te čevlje. To se mi zdi ena stvar, ki je, zakaj jih toliko ni, ker jih pogrešam. In se mi zdi absolutno, da jih je premalo. Druga stvar je pa potem tudi znotraj teh nekih scenarijev in podpore, večja podpora tako imenovanim prvim filmom v smislu tudi te neperfekcije, ne? A veste, ker se pričakuje od prvih filmov, ki jih nekdo naredi, da morajo biti perfekci, da morajo biti ta tako imenovana perfekcija naskoka takoj na Cannes in Berlinski festival, kar je v bistvu iluzorno. Danes v tem času našem, v katerem živimo, se ne dovoli več tega spontanega, krasnega, kreativnega delovanja, ampak je vse industrija, kar najbrž tudi ti, da bi lahko kaj zraven tega pač povedala, ne. Tako jaz vidim to od zunaj, ker nisem več vpeta tako veliko v to, ampak to so te moje neke ugotovitve. Mislim, da s temi tvojimi ugotovitvami, s katerimi sem ziher, da se vse strinjamo, da bi lahko počasi ta pogovor zaključili. Ampak dajmo čisto za konec mogoče, začeli smo z nekimi izbranimi filmi, ki se jih spomnimo. Kateri film ali filme režiserk bi pa za konec priporočile za ogled tistim, ki bodo ta podcast poslušali? Koliko jih pa lahko izberemo? Ja, 250 ne, no. Mene je zelo razveselila pred kratkim na tej platformi Mubi ena velika, precej obširna, no, ne pa čisto popolna retrospektiva Anje Varda. Mislim, da so njeni filmi tudi zdaj na Criterionu, ker ne vem, če smo ga v Sloveniji sicer že vzeli, če ga lahko gledamo čist legalno pri nas. So tudi dostopni, pa mislim, da zdaj po njeni smrti nedavni, da marsikera televizija tudi, verjetno bo tudi Kinoteka, ko bo spet v polnem obratovanju kaj zavrtela. Mislim, da je to ena avtorica, ki je šele pol, ko je bila stara 80 let in več, nekako doživela ta nek zasluženo priznanje. In jaz nisem veliko filmov njenih poznala, razen teh glavnih 3, no, med drugim takle od 5 do 7, ki ga je, mislim, da Polona omenila na začetku. Ampak tudi te njeni dokumentarci in zgodnji in kasnejši, njeni manj znani igrani filmi, tukaj je toliko ene drznosti, empatije, kreativnosti, tako enega navdiha se mi zdi, lahko črpamo, tudi če danes avtoritem, no. Tako da bi priporočala pravzaprav katerikoli ali pa čim več njenih filmov. Ja, jaz bi priporočila vsem tistim Uršin film, ne.
Meni se zdi to absolutno. Jaz sem uživala, da nisem več luzerka, tudi naslov se mi je zdel, da je že sam naslov en štempelj neke generacije in vsega tega in je prinesel dejansko nekaj novega. Zame je ta zgodba, ta splin noter prinesel nekaj novega in zdaj rada bi seveda od Hane Slak novi film, tudi z veseljem, da bi kmalu nastal in da bi ga bilo moč v bistvu videti. Ne. Rada bi od enih mladih režiserk, recimo Mine Bregant, Sonja, mislim, da je bila pri tebi, a bila asistentka pri tebi, pomočnica Mina Bregant, ni bila Mina Bregant, je naredila Kaj pa moški, en AGRFT film, kratek film, zelo dober, ne. Pa je ni, pa jo čakam, kdaj bo prišla s svojim filmom, recimo. Zdaj od teh drugih filmov še malo, bom rekla, zaostajam, a tale razvpiti kultnih je sicer meni izjemno všeč, American Honey, Ida, to je ženske režiserke. Ja. No, to je tudi seveda en tak film. Potem imamo tudi tukaj film od Sonje, ampak pol pa tudi veseli me, da bo Sonja zdaj ponovno snemala tudi svoj novi film, tudi Urša bo ponovno snemala svoj film. To so že v bistvu odobreni projekti, koliko jaz sem obveščena in vem. Ne, jaz imam zaenkrat samo odobren razvoj, ampak držimo pesti, da Slovenski filmski center ne bo ukinjen. No, razvoj, no, to je že pač prva stopnja, no, tukaj se pa potem že ne, pol imamo tudi, seveda danes smo se bolj igranemu filmu posvetili, ne toliko dokumentarnemu, pol imamo tudi seveda nekaj dokumentarist, ki so zdaj, ki bodo prišle kmalu z novimi dokumentarci, Nina Blažin, tudi Petra Seliškar, pa še kdo, za katerega mogoče ne vem. Tako, ne, malo pa zaostajam, moram priznati, malo pa zaostajam, pa tudi, veste, kako je to. Včasih so bile retrospektive filmov, ne, tako imel si res retrospektivo novega, svežega, modernega filma. Takoj, ko je ta nastal, ko se je nekih 4-5 filmov skupaj zbralo, ko še niso bili te režiserji ali pa režiserke tako veliki, pa se jih je dalo skupaj, pa se je naredilo dogodek, pa se jih je v Ljubljano povabilo, pa si to pogledal, pa si videl, kakšen stil, update na eno, drugo, tretje, ne. Tega recimo tudi zdaj v bistvu več ni in to jaz recimo pogrešam. Če lahko vskočim za sekundo, Urša, lahko sam našim poslušalcem poveš, kje lahko vidijo zdaj tvoj film Nisem več luzerka? A je na kaki platformi? Ne bom več luzerka. Na Vimeo. Ne bom več luzerka, pardon. Ne, saj nisem več, ne. Takrat sem mislila, da ne bom več, zdaj pa nisem več. Na Vimeo on demand je za videti. Mislim, da bil je tudi, potem, ko se predvaja na TV Slovenija, je bil pa nekaj časa tam na MMC 4D portalu, pa mislim, da zdaj ni, pa se mi zdi, da bo zagotovo spet tudi tam na voljo. Ok, Polona? Ja, jaz sem k tistemu seznamu na akademiji prispevala, če se prav spomnim, okrog 70 naslovov, med katerimi so vsi zdaj omenjeni filmi od Varuha meje do Zgodovine ljubezni in Ne bom več luzerka. Če pa dodam zdaj temu priporočilu še kako tako neslovenski naslov, pa rekla, da so mi zelo všeč iranske filmske ustvarjalke. Ne vem, recimo film Mrzije Meškini, Dan, ko sem postala ženska. En tak, ki mi je zelo pri srcu in ki ga toplo priporočam tudi drugim. Hvala, Tina. Imaš ti kako priporočilo? Jaz imam tako bolj režiserke, kot pa posamezne filme, ampak recimo Sally Potter, pa Joanna Hogg, pa Mati Diop. Mislim pač to, kar je posnela zdaj svoj prvi celovečer, ali pa če grem malo bolj regionalno, Jasmila Žbanič. Pol pa čisto pri nas sem pa zdaj pohvalila Majo, pa Urša itak ve, da sem njena fenica, pa Sonja tudi veš. Ampak tako
se mi zdi pa tudi vreden izpostaviti kakšne te mlajše režiserke, ki v bistvu še niso naredile mogoče niti celovečernega prvenca, mi je pa ful zanimiva, pa ful se mi zdi talentirana Ester Ibakić. Kaj tudi mislim, da dobila že neko vesno na PSF-ju. Ne, Ester je dobila, jaz sem bila takrat v žiriji, posebno omembo smo ji podelili za kratki film. Ida? Pa jaz sem v bistvu hotela našteti vaše filme, ne, se pravi, Tvoje Sonja, Drevo in Zgodovino ljubezni, Uršino, Ne bom več luzerka in seveda Majinega varuha meje in Instalacijo ljubezni. In se mi zdi, da če bo pač kdo od poslušalcev pogledal kakšen slovenski film, slovenske režiserke, sploh zdaj v teh časih, ki so čudni časi za slovenski film, in potem ugotovil, da v bistvu imamo super kinematografijo, bi bilo to absolutno krasno. Ok, najlepša hvala vsem. Sonja, ti ne boš priporočila? Priporočam vse naštete slovenske filme, dajmo jih gledati. Drugače pa mi je bil zdaj zadnje čase zelo všeč film od ene kolegice Belorusine, ki živi sicer v New Yorku, Crystal Swan, Darja Džuk. In tega zelo toplo priporočam. Ima zelo zanimiv glavni ženski lik. Jaz bi se mogoče mičken še prišlepala, pa bi rekla, ker zdaj Maja govoriš, kakor da 100 let nisi naredila filma, ampak v resnici Majini dokumentarni filmi so tudi en tak precej velik, pa zelo zanimiv opus je to, no. In mislim, Maja, ne vem, zame si ti najbolj angažirana dokumentaristka, mogoče celo pri nas, skozi to našo zdaj nedavno filmsko zgodovino. In tukaj je tudi ogromen enih dobrih filmov. Ne vem sicer, kje vse so dostopni, pa koliko so dostopni, so pa kar precejkrat na televiziji predvajani. Pa če kje ujamete, meni je recimo Bandit in Kinder bil zelo všeč, ampak so še drugi in jih je cel kup. Tako da to je tudi ena stvar, ki je nismo še omenili, pa bi jo lahko. Super, torej končujemo s povabilom k ogledom filmov. Časa imamo pa je dovolj, zdaj ko smo zaprti. Dajmo gledati filme, dajmo se pogovarjati o filmih, drugače pa se mi zdi, da tudi teh pogovorov na temo žensk v filmu mogoče ni nikoli preveč, ker marsičesa se zavemo šele takrat, ko se pogovarjamo o tem. In naslednjič povabimo še kakšne moške kolege v te debate. Dogovorjeno. Ok, najlepša hvala vsem in najlepša hvala poslušalcem. Še do naslednjič. Poslušali ste podcast Filmarija, ki ga izdaja Društvo slovenskih režiserjev s podporo Slovenskega filmskega centra Javne agencije Republike Slovenije. Producentka Zala Opara, tehnična izvedba Luka Marčetič. Hvala za posluh, slišimo se spet čez en teden, ko se bo režiser Miha Hočevar pogovarjal z igralci iz filma Gremo mi po svoje o tem, kje so in kaj počnejo danes.